ojke, ma kje ste vsi? Dragi poljanski kavčarji, Učitelji, dijaki, prijatelji, z našimi Poljanami povezani. Poljanski kavč prihaja v eter. šerej ga naprej, da ga ulovi svež veter. Spremljaj, všečkaj, bleferaj, komentiraj. Pohvali, razdeli, naroči se ne seri. Kavč, poljanski kavč. Kavč, poljanski kavč. Poljanke, Poljanci, dobrodošli v naš podcast Poljanski kavč. Dobrodošli v novo sezono Poljanskega kavča. Skladno z trendi smo jo majčkeno spremenili, kar pa pomeni, da se zdaj Urošu Bizilju kot voditelj pridružujem tudi sam. Sicer pa Poljanski kavč ostaja to, kar je bil tudi lani, po čemer ga tudi poznamo, namreč da odstira mal naše Poljance, ki jih srečujemo v učilnicah, ki jih srečujemo v zbornici, ki jih srečujemo na hodniku. In danes je moj gost, profesor informatike, profesor računalništva, moj bivši profesor računalništva, Boštjan Žnidaršič. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Hvala lepa, ker si se odzval temule vabilu, da tlele se z mano usedeš in da malo predebatirava nekatere dele tvojega življenja. Kako se počutiš glede tega? Razveselil sem se tega vabila, tako da jaz mislim, da bo en tak prijeten klepet, mogoče kaj novega, kar mogoče še ni znan. Tako da hvala za vabilo. No, odlično. Sej, to je bilo dosti lahko izbrati. Jaz sem zelo zgodaj pomislil nate in slučajno pa tudi vem, da si kot učitelj še vedno tak, kot se te jaz spomnim, torej zelo prijeten, zelo prijazen, skratka eden bolj zanimivih, eden pravzaprav najboljših, ki jih imamo na tej šoli. Hvala za te komplimente, veliko pomenijo, sploh če greš v razred z neko, ali pa upravljaš delo, z neko domnevno predanostjo. Zdaj, če o tem razmišljaš, špekuliraš, kalkuliraš, potem verjetno ne bi vse skupaj izgledalo tako, kot si prikazal. Me veseli, da ohranjam tiste reči, ki so očitno potem nekomu všeč, da pa težimo, ali pa težim sam, k temu, da se izboljšamo, pa verjetno neka skupna lastnost. Vedno se da še kaj narediti bolje, zanimiveje, učinkoviteje. Tako da, hvala, me veseli. No, lepo, sej, zdaj bi moral verjetno nekaj zelo iskrivega povedati nazaj, ampak mi nič ne pade na pamet. Tako da ne, mogoče ena taka reč bom povedal iz razreda, da sem se tudi zadnjič zamislil, sem rekel, po vseh teh desetletjih, kar to počnemo, mislim, kar poučujem, kar sem v razredu, pa ne vem, če mi je že to uspelo. Zdaj začutil sem nekako neki presenečenje v razredu, ker sem omenil desetletja, presenečen sem bil pa tudi jaz, da že 30 letja poučujem. Že 30 let to traja. Ja. Daj mi povej tole, zdaj ti si profesor informatike, ampak nekoč se ta predmet je pa imenoval računalništvo. Ja. V čem je razlika med računalništvom in med informatiko? V bistvu je na koncu ni.
Ne? Obe področji se tako prepletata, da je nemogoče reči ali pa govoriti o kakšni neodvisnosti. Ne? Informatika kot interdisciplinarna veda zajema tudi računalništvo, tako da je nesmiselno strogo ločevanje. Ne? Računalništvo se na nek način bolj ukvarja s napravami, s tehnologijo, ki potem zagotavlja oziroma na nek način poteši to našo lakoto po informacijah, po gromozanski količini podatkov, ugibanjih, da bi lahko iz te gromozanske količine podatkov pridobili kakšna nova vedenja, nova znanja. Tako da predmet se je na začetku imenoval računalništvo, potem se je, da zmehčam stvar, računalništvo in informatika. Mislim, da sem učil tebe, Miha, da se je že imenoval računalništvo in informatika, da je to že kar lahko, pa da računalništvo ne vem natančno. To boš ti bolj vedel. Skratka, v bistvu iz malo bolj strojne vede, ali kaj je šlo bolj v neko to digitalno sfero. Bi to možno bilo? Mislim, pač skladno z razvojem si predstavljam. Ja, seveda, ne. Pa ne samo to, ne, da je danes recimo računalniška oprema pomembna, ne, pa njena raznolikost, različne preko možnosti, tako naprej. Postajamo odvisni na koncu koncev pa od informacij. Računalnik sam po sebi je rahlo nezanimiva naprava. Ne. Nekako informatika bolj potiska človeka, uporabnika v ospredje, kot pa napravo, računalnik v tisoč in eni obliki, kot tako, kot je. Ampak če bi moral zbirati, recimo, si ti bolj računalničar ali bolj informatik, ker se mi zdi, da si ti bolj računalničar. Ja, po izobrazbi računalničar. Takrat, ko sem jaz doštudiral, so bili v bistvu 3 profili računalničarjev. Informatik, potem tisti, ki skrbi za drobovje oziroma ki naj bi bolj poznal drobovje računalnika, strojna oprema, skratka zgradba računalnika, pa programerji. In ti od teh 3 profilov si programer. Po izobrazbi. Ampak si težko predstavljam, da bi vsa te desetletja, ki sem jih omenil, programiral. To je izjemno naporna služba, zahtevna, izčrpa človeka, to je znano. Po drugi strani mi je pa, to sem pa k sreči dovolj zgodaj spoznal, delo z ljudmi bliže. Rajši delam, v mojem primeru z mladimi, tako da mi je to veliko bliže. Jaz sem programer in nekako informatik po dolžnosti imena predmeta. Sicer po izobrazbi programer, informatik, ker se predmet tako imenuje in ker je to nekako širše področje. V bistvu ti imaš izobrazbo, ki se ne sklada s predmetom, ki ga poučuješ. Glede imena. Pa to šef ve. Ne mu povedati, prosim. Veliko mi pomeni, da bi lahko še nadaljeval, da to počne. Tako da, programiranje je samo del teh vsebin. Pa kaj niso programerji unit, ki se tako usedejo z računalnik, začnejo blazno hitro tipkati, hitreje, kot jih kamera lahko ujame, in potem na koncu nekaj se zgodi in oni ful veliko zaslužijo. Ali pa rešijo svet. Rešijo svet, to sem hotel reči. Taki so recimo stereotipi v tem. To ne deluje izčrpljujoče. Poleg tega v filmih vsi izgledajo res, res dober. To drži, da slave niti ne omenjamo, kaj jo na ta način pridobijo. Ne vem, mogoče me slava tudi ni nikoli prav posebej zanimala. Čeprav znotraj te inštitucije si ti pravzaprav izredno slaven, ker si dobesedno učil polovico šole. To drži, polovico. To pomeni, če kaj se jim predstavim, to podkrepim s kakšnimi številkami, pa razložim eno upravičilo, ki ga vsako leto na začetku dam dijakom. Resnično vnaprej se jim upravičam, da si jih bom težko zapomnil po imenu in priimku. Zelo sem ponosen, da potem tam nekje marca, aprila jih pa že poznam, ampak dejansko v preteklih 30 letih polovico dijakov gimnazije Poljane sem učil jaz. Je šla preko tebe?
Jaz upam, da so spomini rekel prijetni, ne pa, no pa saj, jaz mislim. Kolikor jaz slišim, so. In tvoje mnenje, što je čez vse. Sem le voditelj Poljanskega kavča v tem trenutku. Tako. Poslušaj, ta ljubezen do računalnikov, to se verjetno je morala v nekem trenutku roditi. Namreč zdi se mi, da to ni ravno, zdaj morda se motim, ampak to ni morda ravno tisti poklic ali pa tisto zanimanje, ki ga otrok podeduje v navednicah od staršev, ker se doma veliko o tem govori in potem, ne vem, to so merim na te družine, ki so že od leta 1725 zdravniki, recimo. Verjetno ni pri računalništvu, bom tako rekel, tega. Kako do tega pride? Ti si recimo odraščal v 80-ih. In takrat je poklic računalničar veljal za nadvse obetavanega. Nove perspektive, neko novo področje in se mi je zdelo, da velja na tem področju nekaj raziskati. Kaj sem odkrit, kakšen talent pri sebi, za katerega se je potem izkazalo, da je ostal za večno skrit talent. Nikoli ga ni nihče v resnici odkril, tudi sam ga nisem našel. Z te perspektive, odkrivanja nečesa novega, tudi poklicno. No, ampak recimo, še preden si razmišljal o poklicu, recimo, ko si bil še, recimo temu, ne vem, osnovna šola, kaj takega, to ste imeli kakšne te spektrume, komodorje doma? Te stare računalnike, ali ne vem, če si jim smem tako reči? No. Ne, niti ne, recimo osnovna šola, še srednja šola, ki sem jo obiskoval, jaz sem obiskoval gimnazijo Vičke, to takrat ni bila, to je bila srednja šola za računalništvo. Še v srednji šoli je bil, recimo, kaj sem oseben računalnik, tako kot ga danes poznamo, precej draga reč, nisi jo bilo enostavno prvoščati, oziroma nisi jo mogel prvoščati vsak, čeprav je šlo za personal computer. Če si omenil pa recimo osnovno šolo, pa to v matematiki nisem bil nikoli pretiran dober. Samo je pa zanimala števila, pa kakšne take preko uganke, pa logične uganke, takšne reči. Recimo, to je tudi mogoče potem prispevalo k temu, da sem to izbral. Kaj je tisti impuls, ki te je potisnil, vendarle tudi, zdaj ti si hodil v srednjo šolo takrat, ko je bil princip usmerjenega izobraževanja, kar pomeni, da se je v bistvu na koncu osnovne šole bodoči dijak nekako moral že orientirati, kaj bi rad počel, ali pa vsaj približno. Ni bilo še ta pahlača velikih možnosti, kot je zdaj, če se pač upiše recimo na eno gimnazijo. Kako to, da si šel na Viško, oziroma šola se je takrat imenovala kako? Srednja šola za računalništvo. Srednja šola za računalništvo. Kako to, da si se odločil? Ali to je bilo nek tak trenutek, ali si že ne vem? Torej, videl si tam številke, pa si rekel, računalništvo je zanimivo. Ali kako? Nekako če se spomniš, no. Nekaj mogoče, prej si omenjal tradicijo upravljanja nekega poklica skozi rodove. Moja sestra je hodila na gimnazijo Vič. In nekaj je zagotovo tudi nekaj tega preko čustvenega, ne samo kakšnega racionalnega vzgiba. Nekaj recimo tudi na ta način, kakšno priporočilo in tako naprej. Spogledoval sem se tudi z gimnazijo Vide Janežič. To je pa tale. Kaj bi pa pol tukaj počel? Kaj bi če bi sem šel? To je bila družboslovna. Računalništvo bi učil, absolutno, brezpogojno. Ne vem, mene poleg tehnologiji, rečemo računalništvo, vseh teh drugih podobnih reči, zanimajo tudi druga področja. Recimo, ko sem se odločil, mi je bilo žal, da nisem prišel na to gimnazijo, pa takrat srednja šola za družboslovje in splošno kulturo.
kaj stvem, ker me tudi to, pa tudi danes me te reči recimo še zanimajo, ne, z področja družboslovja, ne samo tehnika, ne samo strokovno področje računalništva in vsega, kar se okrog s tem v zvezi dogaja. Pravzaprav ne vem natančno, zakaj, kaj je pretehtal, kaj je bilo recimo tisto, odločitev je bila na nek način, spomnim se, težka, ne? Res sem preko kolebov na nek način, kaj je bil tisti odločilen dejavnik. To se pa ne da več povedati. Jaz ne vem, luštanje je bilo na viško gimnazijo hoditi med živalskega vrta oziroma se voziti s kolesom. Recimo, razmeroma nepomemben dejavnik, ki je mogoče tudi kaj odločal ali pa kaj tacka. Ja, lej, mislim, da vsi ti dejavniki vendar igrajo neko vlogo. Tako da, lej, tudi živalski vrt. Evo. Pa kakšen poklic v živalskem vrtu bi se tudi zame najdel. Tako da, mogoče... Očitno se bomo pogovarjali o stvarih, o katerih nismo planirali. Ok. Boštjan, kako te je pot prinesla na tole šolo? Leta 1993, torej točno 30 let nazaj. To so taki lepi spomini. Nisem še diplomiral, pa je bil nekako po mnenju tistih, ki so bili okrog mene, čas, da se mogoče tudi majčkam preden pospravim s tistimi izpiti, probam zaposliti z nečem, ne, poklicno. Moja sestra je rekla, jaz pa mislim, da bi bila to dobra služba zate. Ti bi pa to dobro upravljal. Ne? In potem sem ostal. Potem sem dejansko to izkazal za resnično. Ne? Sej mogoče ni samo pomemben ali pa med sabo tudi, mislim, odvisno, ne? Da dobro upravljaš svoje delo. Jaz sem se dobro znašel v razredu. Sej ljudje verjetno nekaj, kar ne počnemo radi, s tem hitro odnehamo. Ne? Če kaj sem to delo, poklic, ki ga upravljaš, toliko pomembnejš. Znašel sem se preprosto rečeno, všeč mi je bilo. Ne? Mogoče tisto, kar sem že rekel, da ja, sem računalničar, ne? Ampak zelo v smislu, da računalnik kot naprava, sem ni vse, ne? Da me veseli delo z ljudmi, da preprosto našel sem se. Ne? Ljudje, ki so me poznali, ki me poznajo, me očitno dovolj dobro poznajo, da so mi to potem priporočili. Torej, to je bila tvoja prva služba? Prva služba. Prva in edina služba? Prva in edina do zdaj. Aha, je bilo pa kaj, prosto mesto? Ali prosto mesto in so tudi, to je bila praksa, da vzamejo nekoga, ki ni še diplomiral, ali je bilo to neka izjema? Ja, tukaj zdaj je ena zanimiva zgodba. Menda so se, ni me bilo zraven, mene boste velikrat slišali reči, ni me bilo zraven in potem z neki rezerve to stvar povem, menda so se računalničarji, predmet pa je bil računalništvo menjavali kot po tekočem traku. Tako da sem bil deležen tudi rekel, enih takih pogledov oziroma ocen, tudi ta ne bo dolg zdržal. Kolegi, učitelji so bili naveličani računalničarjev, ki so se hitreje menjavali, kot bi si to upali misliti. Torej, ti si pravzaprav cel trend spremenil s tem, ko si se kar obdržal. Ja, to ni zdaj neko ustrajanje, ne pa neka kljubovalnost tistem prepričanju, da tudi ta računalničar ne bo dolgo zdržal v tem. Kar dejansko, če pogledamo tako, poklic učitelja ni tipičen računalniški poklic. Potem se marsikdo odloči za kakšno bolj računalniško, bolj informacijsko, kakorkoli že področje delovanja. Verjeten se je vse, kaj ste mi izkazali, ali pa sem mogel sam se priznati, da je to, kar počnem, najbrž dovolj dobro, da delo, ko ga upravljam, najbrž dovolj dobro in ja, priznaš si to delo rad upravljaš. Tukaj se vidiš, to je fajn. Torej, verjetno bi mogoče lahko prišli do tega zaključka, da so se prej menjavali, ti si pa ostal
tudi ali pa ravno zaradi tega, kako si že prej rekel, ker v bistvu zelo rad delaš z ljudmi. Ja. Ker ostali računalničarji so bili pa v navednicah tipični računalničarji, ki imajo rajši mašine kot ljudi. Vse si povedal. Okay. Nima kaj dodati. Seveda to ne pomeni, da gre za izoliranost ali pa kaj. Razumem, ampak preprosto povedano, jaz si ne predstavljam, zato sem tudi meni se zdi težko poklic programerja, kakšni tak, ali pa kaj sem razvijalci takšnih ali pa drugačnih orodij, spletnih strani in tako naprej, ker je narava dela takšna, da si na nek način pa vendarle precej sam. A je vedno bilo tako, torej že od leta 1993 naprej, da si ti poučeval izključno samo dijake prvih letnikov? To se ni spremenilo? Ne, pred 30 leti je bil, verjetno kakšno leto prej, toliko natančno ne poznam, je bilo računalništvo uvedeno kot obvezen predmet v prvem letniku za gimnazije, kolikor jaz poznam. S četrtošolci sem se srečeval že prej, preden je ta predmet postal maturitetni predmet, v okviru izbirnih možnosti, izbirnega predmeta. Od leta 2007 se pa potem tudi z maturanti oziroma tisti, ki so si izbrali informatiko za maturo, srečujem. Namreč mogoče je smiselno samo omeniti, da včasih se je dalo tudi v 4. letniku imeti izbirne predmete, ki jih nisi potem delal na maturi. Drži to. To je pač, to je recimo bilo še tudi v mojem času. Si pa tudi, torej to, da pa učiš samo polovico, pa tudi ni že od samega začetka. A ni bilo tako, da si včasih učil celoten razred? Ja. Pa sta bila 2 turnusa. Povem skrajen primer z začetka. Zdaj jaz to večkrat mogoče na nek način rečem tudi dijakom v razredu, da če mislijo, da jim je hudo 2 uri poslušati, informatika teče v blok uri, 2 uri skupaj, in povem težko predstavljivo zgodovinsko ozadje izvajanja tega predmeta. Po 3 ure so mogli poslušati. Učitelja informatike, običajno, ko sem začel poučevati, so bile to zadnje ure, to je bilo recimo lahko tudi od 3 do pol 6, pol 5, skratka pozne ure, ampak takrat sem mogoče najprej pogruntil, da dijake gre vendarle preko spoštovati njihovo potrpežljivost. 3 ure, to je danes težko predstavljati. 3 ure, ko že sam sebe težje poslušaš. Skratka, držati koncentracijo. To so bili taki primeri. En razred je bil v 2 skupini razdeljen, eni so hodili recimo ob torkih, četrtkih. Torej, to zdaj ti je v bistvu bolj všeč, čeprav poučuješ samo eno polovico razreda. Zdaj, ko... Niti ne. Niti ne? Bi raje imel spet vse. Rajši vse, zato ker vse en razred, kot celota funkcionira malo drugače. A ti je kaj žal, ker učiš samo prvi letnik? Namreč prvi letnik je do neke mere specifičen. Otroci, dijaki pridejo, še sami se morajo malo navaditi, niso še mogoče stkali vseh vezi oziroma se to počasi formira tekom prvega letnika, no se tudi kasneje, pa vendar. A bi si kdaj želel, da bi više letnike, da bi se računalništvo prestavilo v 3. recimo letnik? Ja, v katerega koli drugi, 3. Karkoli bi bilo boljš, kot je sedaj dobro. Mi se z izbranimi srečamo spet v 4. letniku. Ta 3 leta, v bistvu sta 2 leti v resnici, sta gromozanski časovni razpon. Izkušnje so druge, tako, ki jih otroci imajo. Jaz si upam trditi, da dijaki konča prvi letnik, gleda na dogajanje, na šolo, na izobraževanje, drugače kot četrtošolc. Upam si trditi, da v 4. letniku so to drugi ljudje, pač omiljeno razumljeno. Tako da meni je žal, da se ne srečujemo. Komaj se navadimo
drug na drugega, drugega, že se razidemo, in včasih, ko se srečujemo po tem pohodnikih, pa kakšna besedica mi grede in tako naprej, je čist simpatična, mislim, taka stvar, ki tudi meni osebno ogromno pomeni. No, ampak to bi svojevrstno se da rešiti, da bi ti spet bil razrednik. Nekoč si že bil. Ja, bil. Mislim, da raven v generaciji moj. Tako da, ena čudovita izkušnja, tudi po vseh teh letih in tako naprej, tudi potem kasneje. In jaz upam, da se bo ta del intervjuja tega Kavča izrezal ven. Pred leti sem si drznil, pa upal celo pomisliti, da bi pa mogoče bil spet razrednik. Celo ponuditi sem se hotel, če bi mogoče, ampak tehnična plat, polovice razredov in tako naprej. Mogoče ni nikoli ponudila ene take možnosti za razredništvo. No, mislim, da si to zdaj super dal en tak trnek, da mi tudi preizkusimo, ali naše vodstvo spremlja Poljanski kavč. Tako da bomo videli naslednje leto, če boš dobil kakšno ponudbo. To sem pa verjetno pozabil povedati, da me je med tem ta želja malenkost minila. To je tisti del, ki ga bomo izrezali. Ja. Mislim, da smo se dobro prav razumela. Poslušaj, a je to najboljši poklic? Ja. Biti učitelj? Ja, jaz si nisem predstavljal. Jaz rečem tako, sej mogoče mi je 3-krat padlo na pamet, da bi počel kaj drugega. Rečeš pa menda ne boš zdaj... V živalskem vrtu. V živalskem vrtu, recimo tako, da obstajajo tudi še drugi poklici, pač dovolj razlogov za to, da prepričljivih razlogov, ki so me prepričali, da ostanem tukaj. Fajn je. Ne bi enostavno večkrat sam sebi rečem, velja generalno, splošno. Če ti kaj ni všeč, spokaj. Ne, tukaj so mi stvari preveč všeč. Čeprav se verjetno učni načrt spreminja, ker se tehnologija in ves ta razpon tega znanja spreminja. Verjetno vse, ne? Ja, tukaj mi pa gre dinamika dogajanj na roke nekako. Namreč nekako sem že pred časom opustil razmišljanje, da bi se s klikanjem dalo vse rešiti. Karkoli že, vse doseči, poenostavljeno rečeno. Zdaj se pa vendarle dogajanje usmerja tudi na tista področja, ki so mi tudi sicer zanimiva, ljuba, jih rad raziskujem. Recimo vpliv tega, ne vem, na nek način tehnokapitalizma in tako naprej, na ljudi, da so se ljudje začeli tega bolj zavedati, da ni zgolj cilj predmeta kot takega, kot tudi tako, kot ga definira učni načrt, preklikajo vse, kar se preklikati da, ampak nek drugačen, kritičen, analitičen, če hočemo, pristop k dojemanju pomembnosti informacij, soočanja s prihodnostjo, kako se bodo stvari še odvijale, razvijale, spreminjale. Tako da tukaj tudi razvijanje teh kompetenc gre nekako prid tistemu, kar sem jaz pričakoval, kar sem si nekako potiho nadejal, da bo postalo uporaba računalnika pomembna tudi na drug način. Ne zgolj kot neko orodje, s katerim se da marsikaj narediti, nesporno, nedvomno, ampak umeščanje njegove pomembnosti v družbo, v skupnost, tisto, kar se v skupnosti dogaja. Ta poklic, kakor si rekel, je super, je najboljši na svetu, čeprav so na isti ustanovi v šolo
hodijo, k pouku hodijo tvoji sorodniki. Recimo, obe tvoji hčerki sta hodili na to šolo. Kako je pa to, kako to oče dojame? A ne, da se mu tam otrok potika po istih hodnikih. A kakorkoli je spremenilo, oziroma spremenilo, a se pogled na celo to inštitucijo, ki je spremenil zaradi tega? Ne vem, a je šlo mogoče kdaj za kakšen dogovor, kakšen načrt, ne dvomam. Ampak nekako smo rekli, na šoli vsak upravlja svoje delo, učitelji, svojega, dijaki, svojega. Teh 7 let, kar sta, nista obe po 7 let hodile, tako se časovno razlika med njima je taka, so zelo hiter in ne vem, mogoče ni pravi izraz, bo pa neboleče sta minile zame. Brez incidentov. Brez incidentov, brez zapletov. Nisi vedel, da sta tu. Tako. Najboleče je pravi izraz strani kolegov, ki vendarle učijo otroke svojih kolegov. Ni bilo preko... No, se to ni tudi edini primer, da poučujemo otroke svojih kolegov. Mogoče kdo ni vedel, vendarle priimek Žnidaršič ni tako zelo redek. Ampak vsi so pa vedeli. Ne, kolikor se spomnim, je eden od učiteljev to dokaj pozno ugotovil. Tako da, skratka, fajn je bilo. Lep spomin zame, verjeten tudi za hčeri. Nista pa šli po očetovih stopinjah? Ne, to mi je pa na nek način in po maminih. Kar se poklica tiče, ne, to mi je pa zelo všeč. To mi je pa res zelo všeč. Zato mi je bilo tudi prej, ki si rekel, ta prenosljivost poklica iz roda v rod. Ne, veliko lepih stvari je še, pa veliko zanimivih področji, pa še en kup drugih razlogov je za to, da si izbereš nekaj drugega. Urbanizem je pomemben, grafično oblikovanje je pomembno. Kar na lepem so stvari, za katere si nisi mislil, kar na lepem postanejo blazno pomembne in zanimive. Tako zanimivo. To mi je pa zelo všeč. Super. Ni. Tvoji dve hčerki nista v resnici edini tvoji sorodnici, ki sta obiskovali šolo takrat kot dijakini, ko si ti poučeval. Vendar je še nekdo je s teboj sorodil. Ja, lepo. Da si to uvedel, ker bi mogel to tako ali pa tako jaz na nek način. Nina Miri Zalar, profesorca filozofije na tej šoli. Mogoče je ona en tak krivc za eno področje, s katerim se rad ukvarjam, za filozofijo. Tako da mogoče je tudi ona mečken krivca za to, da me je... Že od malega bila. Zato, da je to področje tudi področje, ki me zanima. Nina Miri Zalar. Kakšno je približno sorodstvena vez med vama? Njena mama je sestrična. Moja sestrična bratranca. To pomeni, da je zihar obstaja nek izraz, kaj je tebi Nina in kaj si ti Nini. Tukaj kaj mrzlega strica ali mali stric. Mali stric? Okay. Ne vem, nekaj tako zanimivi. Ne, so te izrazi zmeri zanimivi. Tako da mogoče sem dober približek zadev. Poučeval pa nisi? Sem. Si, ne? Ja. Ampak to verjetno ni igralo nobene vloge. Ne. To je pa zdaj eden od postulatov, s katerimi greš v recimo kadarkoli, v vsakem primeru v razred. Nesporen, ni vprašljivo. Ni ga razloga, ko prestopiš prag učilnice, da bi bil do nekoga bolj naklonjen, najdu več razumevanja, kaj s tem naredil več kot za nekoga drugega. Tako da s tem jaz upam, da Nina ni imela kakšnih težav. Jaz nisem imel, tako da... A je imela 5?
Jaz mislim, da pri Žnidaršiču dobre ocene petke nekako ni prav težko. Ni prav težko dobiti. Vprašanje za dijake. Zdaj tako, ne vem, računalničara, ne? A se pričakuje, da je računalničar ali pa informatik, ne vem, kateri izraz ti je bolj ljub, če ti rečem? Računalničar je bolj splošen. Splošen. Okay. Torej, ali je računalničar gamer? A igra igrice? Ne. Ne. On jih programira? Ja, recimo gamerji so... Čeprav razumem ta izraz, pa si ga interpretiram, potrošniki vsebin, ki jih izdelajo računalničarji, ki pa spet ne smejo biti samo programerji, spet ne smejo biti samo matematiki, spet ne smejo biti samo ne vem, grafični oblikovalci ali pa nekdo, ki se spozna na to področje. Ker si pa rekel računalničarji, gamerji, jaz recimo prav ta teden sem posvetil oznanjanju dejstva v razredu pri pouku, da sem bil vedno obupan igralec računalniških igrc. Nikoli? Ne. Nimaš najljubše igrice? Vedno sem v tistih več igralskih igrcah, na katere so me, kaj ste jim pripravili, dijaki obležal. Konc je bilo z mano prej, kot sem si mislil in tako naprej. Tako da slab igralci igrca. Resnično, nikoli me niso pretirano, kaj sem sploh privlačile ali pa ne, pa imamo različne vrste igrc. Mogoče kakšne logične, mogoče kakšne strateške, tako naprej. Sicer pa ne pa neke arkadne. Ja, to je pa zdaj mačka nostalgija, verjeten, ali ne vem, kako se... Skratka, a bo zdaj izšlo ven, da si v resnici pa izjemen, nepremagljiv v Pac-Manu? Ne bi se izkazali, bi pa rad igral to igrco. Tako da, ja, take igrce so me verjeten tudi za voljo nekih drugačnih časov, tudi v računalništvu še vedno zanimive. Zato sem tisto nostalgijo omenil. Enostavnost igrc je zame pomembna, če je prezapletena, me odvrne že. No, ampak ti kot računalničar in programer, vidiš eno igrco, malo pogledaš in si rečeš, no to pa je dobro napisan, ali rečeš, no to pa je šlampast napisan, ali se ne da. Mislim, imaš nek drug uvid, kot bi ga recimo imel jaz, ker sem čist navaden igralec igrc, recimo. Ja, vsekakor recimo drugačen pogled na tukaj, koliko je recimo igrca tehnično dovršena. Koliko je vsebinsko privlačna ali kakorkoli. Imam pa recimo vsaj dovolj dobro predstavo o tem, kako je bila recimo narejena, kaj vse je bilo vloženega v izdelavo te igrce, tudi kakšne, kaj se vem, podrobnosti računalniške, tehnične, ampak mi je pa všeč, da imam mogoče za razliko od nekoga drugega nek občutek, koliko je to računalniško, recimo v oklepaju, procesorsko zahtevno, da recimo človeškega faktorja niti ne omenja, skupine ljudi, sodelovanja skupine ljudi. Tako da, ja, me navdušujejo, me igrce, ko jo vidim, navdušane, igralsko se pa ne spoprijemam z njo. Aha, torej tudi v bistvu samo oddaleč spremljaš ta svet. Ja. Okay. Kaj pa, ali računalničar mora biti vpet v socialna omrežja? Ne. Tukaj le zdaj sem pa mogoče najlepši primer. Računalničar socialni, jaz nimam nobenega profila, nobenega, kar ne pomeni, da ne zmanjšujem ali pa ne zavedam pomembnosti socialnih omrežij. Nikoli nisem čutil potrebe, nikoli se mi ni zdela, rekel, socialno mreženje dovolj zanimivo za to, da bi si to ustvaril. Ne. Primer na tej strani mikrofona, ki ne, nima.
Pomembna pa so, zelo pomembna. Ne? In tudi všeč mi je, da se če dalje več govori o pomembnosti tega. Ne? Jasno, neskončno rad vidim, če se govori o tem v kakšnih manj tragičnih primerih, oziroma da niso razlog, povod za to kakšni tragični primeri, strelski pohodi recimo. Razumem, konkretno, ne? Pa še kup drugih razlogov bi se našlo. Ampak so pa pomembna. Ne? Moja neudeležba na socialnih omrežjih ne zmanjšuje njihove pomembnosti. Okay. Računalničar lahko skaja brez. Lahko skaja. No, evo. To, ko govoriva o socialnih omrežjih in o malo tem aspektu računalniškega digitalnega sveta, eno vprašanje se bolj kot nekaj samo od sebe ponuja, sploh ker vem malo, kakšen imaš odnos do tega, ampak bi želel, če ga mogoče malo bolj še razložiš. Namreč tvoj odnos do umetne inteligence ni tako zelo pozitivno naravnan, če jaz prav razumem. Mogoče zato, ker opažam odnos do umetne inteligence, razumevanje umetne inteligence rahlo zlorabljeno. S tem se strinjajo tudi strokovnjaki na tem področju. No, pa ti si strokovnjak. Ampak so večji. Majčkeno vračajo to euforijo, navdušenost, nebrzdano uporabo besede umetna inteligenca, majčkeno vračajo v preteklost. To je bilo področje, ki je bilo drugače zamišljeno, kot si ga marsikdo interpretira. Interpretirajo tudi tisti, ki imajo vpliv na širjenje spoznanj, ki so pač dosežena. Umetna inteligenca je nepogrešljivo področje, oziroma nepogrešljiva vrsta znanosti na nek način na marsikaterem področju. Recimo, pozabljamo medicino, pozabljamo raziskovanje narave, kakšna takšna področja, kjer je umetna inteligenca in pa učinki umetne inteligence prisotni že od nekdaj. Danes se ta izraz, moja zadržanost izhaja do umetne inteligence take, kot jo razumemo danes, kot jo marsikdo med nami razume, preprosto ta, da v veliko primerih niti ne gre za umetno inteligenco, da se neko dogajanje okitlo neopravičeno s tem imenom. Da je inteligentno. Namreč treba bi bilo najprej definirati pojem inteligence, Okay. Umetna inteligenca, ali je lahko stroj sploh inteligenten, kaj krasi človeka v primerjavi s strojem. Tako da sem precej zadržan do tega. Ampak recimo takole vsakodnevno, kaj tist, kar rečeš, spet ta AI, kako gre meni to na živce, kaj je takole v vsakodnevnem, da bi si mogoče majčkeno lažje predstavljali, v vsakodnevnem življenju tisto, kar te razpeni, ki je povezano s tem, čemur, bom tako rekel, mi pravimo umetna inteligenca. Neka nekoristnost, neinovativnost. Okay. Recimo ChatGPT odlično, v redu, dosežki so nesporni, ampak ni pogruntanega nič novega. Pogovarjamo se lahko mi, zdaj dejansko res rabimo, saj lepo, če nekdo prepričljivo, če mašina, če stroj, na drugi strani precej prepričljivo odgovarja, in se mogoče z njim pogovarjati, ampak to ni nekaj novega, to ni nekaj, kar ni že bilo, kar ne obstaja, kar je nekaj popolnoma novega. Recimo taka, do umetne inteligence čist na področjih potrošniških navad, kupovanja stvari, ki jih mogoče niti ne rabimo, pa se nam jih tudi, dosežki strojev oziroma izračuni strojev lepo vsiljuje, podaja kot stvari, brez katerih ne moremo shajati, recimo nakupi, vsiljevanje še kupice drugih preko reči. To te kar pogreje. Ja, dejansko gre za, reči, dogodke, ki niso nič novega,
so pa nekomu dovolj zanimive, da nam jih predstavljajo kot nepogrešljive. Zdaj pa ne bo šlo recimo brez klepetanja, brez stvari, za katere se izkaže, da so preko pogrešljive, nepotrebne. A se da napovedati prihodnost? V smeri računalništva. Kam se bi to lahko razvijalo, raje ne bi? Jaz se jo ne bi upal. Ne. Jaz sem recimo že v preteklosti, ne želite si mojih napovedi širše. Ki so temne? Ne, v tem smislu, da sem napovedoval, da nekaj ne bo recimo izvedljivo, da se nekaj ne bo prijelo, da nekaj ne bo imelo koristi. Temne, ja, do neke mere se temni. Ne. Torej, si napovedal, da se stvari ne bojo prijele, pa so vse, kaj recimo. Govoriš verjetno o trapastih stvareh, kot so filtri, ki si dajo rilco od slona na nos. Ena taka, pri kateri sem to opazil, pa sem mogoče res še dan današnji je za nas, je digitalen fotoaparat. V redu. Rekel sem, ne bo mogoče izdelati naprave nečesa, ki bo delala tako dobre posnetke, kot jih dela analogen, klasičen fotoaparat, dela jih. Sploh nesporno ni vprašanja. Je pa ena stvar zanimiva, to pa je ena zloraba tehnologije. Pogosto nam je malo mar, delamo posnetke z neverjetno lahkoto. Brez enega občutka za to, da je pomemben posnetek, da tehnologija sama po sebi mogoče, Miha, ti imaš učilnico krasno, ki vsakič, ko sedim tam, občudujem s fotografijami. Tiste fotografije so verjetno z izjemo ene posnete. Samo zadnja. Se pravi, eno tisto, ko sem govoril o digitalnem fotoaparatu, tehnologija nam ne preprečuje, da ne bi delali slabih izdelkov. Ja, imamo neskončne možnosti ustvarjanja posnetkov, potem pa tista kritičnost, kateri posnetki so res dobri, kateri posnetki nekaj pomenijo. Pogosto potem, recimo umetna inteligenca, o kateri sva prej govorila, pogosto se tolažimo s tem ali pa upamo, da bo računalnik rekel, ta posnetek je dober, pa ni, v resnici pa zato nima pravih podlag. V tem smislu recimo nerad napovedujem. Okay. Zdaj imam pa še eno vprašanje, to me pa čist mene zanima. Kaj je ta error 404, ki se vedno znova pojavi? Zakaj 404? A jih je 403 že? Ne. Mislim, da ne bom trdil, ker nikoli nisem hotel biti nek katalog preko ali pa leksikon vseh podatkov. Recimo, opazil sem, da nekdo tudi mene pričakuje, da bom vse kratice vedel, ker so v računalniškem svetu zelo, zelo prisotne. 404 je tista, da nekako strežnik ne more ponuditi vsebine, ki jo mi pričakujemo na danem naslov. Če imajo vse napake, svojo številko... Mislim, je to prav tako, ker je estetsko tam 404 ali... Ne bi rekel, ne. So s štirko poimenovani točno določeni problemi v... Če bi se štirka v S spremenila, recimo, SOS. To mi je pa všeč, da včasih ne poznamo, kakšnega ozadja, zakaj se je neka stvar prijela, zakaj je postala legendarna, je prehuda beseda, ampak tako znana, tako prisotna. Bilo bi ga ozadja 404, ne pa. Okay. Kaj ti je pa ljubše, Mac ali Windows? Tvegam Tvegaš jezo mnogih in boš rekel Windows. In bom rekel Windows. Maca ne uporabljam, tako da prosim, mačkam krivičen odgovor je. Ne uporabljam Applovih naprav, nedvomno so čudovite, krasne, zmogljive, uporabniki jih hvalijo, so zadovoljni. Čutim pa nobene potrebe, da bi z Windowsov rekel, zdaj smo končali s tem, zdaj pa preskočimo. Tako da gre pa za nedvomno v obeh primerih že zelo dodelane reči, izdelke in vse ostalo. Okay. Zdaj,
seveda, ne, tudi prej si govoril, zanimajo te tudi druge stvari, tako da mogoče bi se zdaj odmaknili na mal proč od te računalniške sfere. Med učitelji si zelo prepoznaven, dajmo tako reči, tudi kot tisti, ki je en zelo velik navdušenec nad športom. In to šport, recimo, ne vem, te razne tekme, ki obstajajo, to vse gledaš, ne vem, košarka, nogomet, skoki. Smučarski skoki so, rekel, na nek način moja selekcija zadnjih let. Enostavno, treba je narediti neki izbor, preveč je vsega. Okay. Zanimajo me vsi športi po vrsti, nekateri so mi postali majčkeno, lepo prosim, dolgočasni. Ne mislim nič. A fuzbal? Med drugim. Se lahko to rečeš, jaz to čisto razumem. Zdaj veseli, da veliko razumevanja najdem, ne samo s tvoje stališče, z marsikoga. Takrat bomo pa izrezali. Ja. To moje navdušenje nad vsemi športi, ker sem znal biti res zoporen, res pretiral. Ja, bili so časi, ko se ni dal vrteti nazaj in okupacija televizorja je... A si recimo naredil tako, da je bila tekma, ki je tisti večer nisi mogel pogledati in potem nisi hotel z nobenim govoriti, ker si šele 2 dneva kasneje lahko to tekmo gledal, ker si jo prej posnel. Približno tako. Znal biti do skrajnosti nerazumljiv, nerazumevajoč, nerazumljiv z gudrnjanjem in z vsem ostalim, do drugih, ki so imeli kakšen drugačen okus, malo manj športen. Tako da, zdaj seveda. Torej, zdaj so skoki. Bil je nogomet nekoč, pa ti zdaj ali ni bil nikoli zares? Manj, recimo manj 90 minut, treba, si nekdo bo rekel, se skačajo po zraku tudi toliko časa. Poljanski kavč je lahko dosti daljši. Ja, tako da tekma vseh tekem. Nekako se mogoče sprijazniš s tem, da je treba res samo izbrane. Da se posvetiš samo izbrane. Recimo formule ne gledam več, Formule 1. Formule 1 ne gledaš več? Ne. Ampak to si bil tudi navdušen. Ja, seveda, to je bilo treba sred noči vstajati. Sred noči, ker je bila dirka v živo. Ampak to je verjetno TV pa malo na volume na dol, ker verjetno zbuja sosede. Če se je vse skupaj dobro odvijalo, je bilo verjetno to v drugem planu. Skratka, si da duška, če je tvoj dirkač zmagal. To je čas, ne vem, to je Schumacher še, ali to je, ne vem, Ayrton Senna? Tudi prej, recimo Ayrtona Sene, Žana Alesija, Nilsona Piqueja. Eno tako, obdobje, pa mine, pa spet pa pride. Ko se je Senna ubil, to si ti zelo čustveno dojemal? Ja, zelo. Nisem nikoli navijal za njega, fantastičen dirkač. Vedno navijam za tiste, ki se bolj zadaj pelejo, tako da vsak dosežek me posebej navduši. In tako naprej. Skratka, če si spremljal se koga ne bi, ki je spremljal ta šport, recimo tista nesreča prizadela. Spomnim se, da toliko zelo, da potem 2-3 dirk nisem. Jaz ne bom bolj potiho povedal, da je recimo bilo obdobje 10 let, ko sem 2 ali pa... Nagni bližje k mikrofonu, če boš potiho povedal. V 10 letih se je zgodilo, da sem zamudil 3 ali pa 4 dirke. 16 dirk na sezono, pa zračunajte. Tisti je bil en tak tragičen moment, ki zavestno nisem gledal, odrekel sem se gledanja naslednjih 3-4 dirk. Kaj pa recimo to, kar se je Schumacherju zgodilo, ta njegova nesreča, ki je bila na smučišču? Ali si pač si rekel, dobro, itak je bil že v krizi? Ne, tako en absurd, bizarnost celo, tega se ne da razumeti, da pri vsem tem njegovem udejstvevanju v Formuli 1, pri vsem tem, namreč navdušujoče je, ko vidiš dirkalnik v živo. Na televiziji spremljati razmeroma nimamo tistega občutka, ko to vidiš, to dimenzijo v resnici. Ker to si ti hodil
Ja, dejansko gledati? ja, zdaj že 5 let nisem bil in resno sem se zamislil nad sabo. Skratka, torej, sezona 23-24 lahko pričakuje Boštjana Žnidaršiča na tribuni. Jaz mislim, da moram. Kje pa? Kam pa? Kam bi šel? Ja, oziroma, kje si bil, kam bi šel, kaj je... Po Evropi. Res bi rad videl belgijski Grand Prix. Belgijski Grand Prix? Ker ima en full eno dober znamenitost ima, ja. Kaj pa? En uvink, pri katerem peljajo težko predstavljivih hitrosti. Ne. To recimo kamera nikoli ne pokaže. Ja. Ko si pa enkrat tam, ko to vidiš v živo, je pa navdušujoče, občudovanja. Mislim, če si že do takrat občudoval te dirkače, ko v resnici samo sedijo noter in obračajo volan, a ne, marsikdo si tako razlaga, je to rekel navdušujoče. In to, kar si rekel, a ne, kar se je zgodil Michaelu Schumacherju, je res neke vrste posmeh temu, kar posameznik, kaj ste jim pa njegovi dosežki lahko predstavljajo. Posmeh mogoče ni prava beseda, ampak ironija. Ironija. Ironija je v resnici slovensko posmeh. Ja. Torej, bil si pa recimo kaj, v Monci? Ja. In noro, ali kaj, a to je ta vzdušje, a je ta hrup tisto, kar je tako privlačno, zdaj me pouči, a ne, to verjetno ni tako, da ti sediš na tribuni in mimo tebe za 2 sekundi pršopajo formulce in naredi in ti to pogledaš in se rečeš ful dober. In potem čakaš 5 minut, ali koliko traja krog? Lahko Recimo? minuto sem lahko. Da potem spet mi pridejo. Verjetno ni to edini draž, verjetno je. Kaj je še? Prej si govoril, s temi uvinki, pa tako naprej, vzdušje, kokice. Vzdušje, kokice, obiskovalci, ki so neverjetno kulturni, nobene misli o kakšnem vandalizmu, o kakšnih napetostih, pa lahko eni navijajo za enega, eni za drugega. Res privrženost športu kot takmu. Hrup je, ki si ga omenil, je navdušujoč zadnje čase. Tudi oglušujoč. Je, pa ne več tako kot včasih. Omejitve, ki so jih postavili, so mečkrat tudi tukaj naredile svoje, ni več tako navdušujoče. Ampak to mora biti formula, ne pa rejli. Ali bi tudi šel rejli gledati tisti na Finskem, recimo, ali pa recimo Speedway, ampak recimo, če se umimo na avte, na to, kako un avto šiba po eni gozdni poti. To bi bilo dobro. Pa si že kdaj... Ne? Nisem motociklistične dirke še, z motorji, Speedway tudi, recimo, motocross tudi, relija pa ne. Ampak sam, da se hitro odvija. Sam, da gre. Kakor si rekel, treba je narediti eno časovno omejitev, koliko časa se gleda in če gre hitro, je pol to... Koliko časa pa traja? Čakaj, stop. A ni tako, da te dirke trajajo celo popoldne? Sama dirka več kot 2 uri ne more trajati. Ne? Se pravi, karkoli se zgodi. Kamera samo 2 uri snema. Samo 2 uri snema in to je to. To je za ta tudi, če ne priješ do cilja, kaj te kar ustavijo, pa reče, da je to. Tudi to se je že dogajalo. In tudi zato je nekdo za pol točke bil ob naslov svetovnega prvaka, kar je vendarle preko je tako presedana, preko redka reč, da je taka majhna razlika. Tako da avtomobilistični športi, sem pa tako, če se vrtava nazaj, zelo omejil ukvarjanje s športom, v smislu gledanja na televiziji. Ampak tudi sicer si ti kar navdušenec nad avtomobili, tako tudi v vsakodnevnem življenju. Rad se dobro pelem. Da se dobro počutim, ko pelem. Zdaj sem izumil še en nov hobi, to je težko reči hobi, ampak eno tako drobno zadovoljstvo, voziti se brez razloga z avtom in poslušati glasbo. To je fajn reči. Drugač pa vrhunčen sem tako, da sem navdušen nad... Sej to, a ne? Zdaj, tvoj avto,
Okay, mogoče bi tle izpostavil, ti tudi voziš avto, ki je enak mojemu, a ne? Torej, to je en super avto, ki se mu reče Hyundai Getz. Ampak verjetno to ni tisto, kar, ko rečeš, rad se dobro peljem, pomisliš verjetno na svoj ta velik, ta rdeč avto. Kater je to avto? Daj povej. Mazda. Tipa? 6. Mazda 6. Ja. In to je, zakaj je to? Ne vem, kako se avto, ki si rečeš, to pa je. Ja, to pa je to pa moram povedati. Ali lahko sam še to povem? Ko Boštjana Žnidaršiča vidimo na parkirišču, ko stopi iz avta, iz te svoje Mazde 6, tako besno rdeč avto je to je to ven stop srečen človek. Miha, to si pa tako lepo povedal, da če... Daj razlož. To je tisto, kar sem prej hotel povedati. Dobri občutki, da se lepo pelaš. Nekje se matraš, nekje ti v kakšnem avtu ni všeč, nekaj te moti, in tako naprej. Ne. To pa še po vsem tem času, ne, pa prosim, ne gre za nov avto ima 6 in več let. In Miha je najlepši povedal, tisti zadovoljen občutek, ko stopaš ven, da ti je bilo luštno, ko si se pelil. Se pravi, res tisti občutek ugodja, ki ne mine. Ne mine. Jaz sem mislil, po nekaj letih me bo minil. Ne, enako dobro. Tako da to, kar si povedal, ki si opisal, je neverjetno dober opis. Torej, ti si verjetno edini človek, omenil si, da si iz Vrhnike in kdor se je kadarkoli peljal proti morju, ali pa iz njega dobro ve, da v času prometnih konic in takrat se začenja ali končuje tudi naša služba, se na avtocesti ali pa na lokalnih cestah stoji. In to seveda povzroča slabo voljo in nemir med vozniki, razen pri tebi. Če prav razumem, ker potem si lahko pol ure dlje ali pa 3/4 ure dlje v svoji rdeči Mazdi 6. Ta je lušna. Pred kratkim sem se zapletel v eno tako diskusijo v zvezi s tem. Ne? Ampak Miha, avto ni narejen za to, da bi stal. Ne? Se gre malo naprej, se gre tako čist pomalo, počas bom razširil pogled na to, pa razumevanje tega. Majčkam še, deliva še eno avto, mislim, ne deliva. Ne. Ljubezen do tega avta pa deliva. Ljubezen do tega avta je pa stari avtomobili, ki so. Ne. Recimo, jaz bi še dan današnji rad imel star avto iz nekih časov, ki je ruputov, če sem prej omenil, da se rad dobro pelem, se enako dobro pelem, tudi če se slabš pelem. Ja, razumem. Tako da pri nas ostajajo avti, dokler ne začnejo res glasno, ali pa dokler sploh nočejo več nikamor jati, potem grejo na Hyundai boš imel še naslednjih 30 do 40 let. Se govori o dvojini, priznaj, da je tudi tvoj. Preprosto ta avto ne umre. Ne umre. A pa da bi ga pa doma kakšnega tako šraufu na veliko... Ne znam, to sem si želel. To sem si včasih želel. Res, da bi znal, nespreten sem, več levih rok imam, ne sam dve. Ne gre. Ne. Zanimivo je, da nekdo, ki se rad pelje, rad vozi, rad občuduje vse skupaj, promet, kakorkoli že. Ne. Tega me izmeri strah, da ko se peljem, da se bo avto pokvaril. To je sitnosti vse, pa še tisto, da brezupno je odpirati pokrov motorja, ker ne znam popraviti ničesar. Torej ne bi šel na nek road trip, recimo na Nordkap? To je že prenaporen. To je že prenaporno. Do Osla pa ja. Ja, recimo, kaj se je ostalo pa... No si kaj poje še kar, ne? Ja, ostalo do tam še, drugač pa... Do Monce, kje v Belgiji je Grand Prix? Spa-Francorchamps, ja. Aha, no, do tja ja. Do tam ja. Okay. Ostalo ni vredno naporov prevelikih, tako da je to pa že.
ko si govoril o tem, da spremljaš šport na televiziji ali pa tako v živo, a si sam gojil kakšen šport? Košarko sem Košarko? Res veliko preigral. Si veliko pregledal? Si tudi treniral? Ja, ne. Ampak to ti je recimo šport, k kateremu se vračaš, ali je to pač en šport, ki ste ga nekoč pač igrali? To zadnje. Zdaj, vračanje košarka je, jaz mislim, moje mnenje je en šport, oblika športa, vrsta športa, ki jo lahko igraš do neke starostne meje, kakovostno. Ne? Vse ostalo je potem lahko samo tveganje za kakšnimi nepotrebnimi poškodbami. Ne? Skočnosti ni več prave, gibčnosti in tako naprej, tako da ni razloga za recimo siljenje v težave. Rad ga pa spremljam na televiziji, tako da ja, to je, s tem športom sem se ukvarjal. Zdaj se pa rekreiraš s prehodi? Ja, že tek je zame mečkan, prezahteven. Nekaj časa sem tudi kolesaril, zdaj pa rajši hodim s prehodi, daljši sprehodi. To so res orang sprehodi, to ni do konca ulice pa nazaj. Ne, to so lahko, uro trajajoči, lahko 3 ure, odvisno tudi od razpoloženja, vremena do še, velike reči vpliva na to. Kakšnih drugih športov prav posebej pa ne gojim več. Smučati tak nikoli nisem znal, drsanje ali pa kakšni taki zimski športi so zame nikoli odkrita športna panoga. Tako da to je to. Ne bi nič novega probo. Ragbija si tudi ne bi, ampak res tistega ragbija, ne ameriškega nogometa, ampak tist se ne bi upal približati igrišču. Pa rad spremljam ta šport, ker pri nas mečkaj zapostavljen. Tudi svetovno prvenstvo zdaj je praktično nepokrito. Zanimiv šport, izgleda izjemno brutalen, v resnici pa igrajo pa pravila, pa upoštevanje pravil in tako naprej. Neverjetno veliko vlogo. Zanimiv, pojavno zanimiv šport. Se veš, tle ni zdaj neka napoved, neke pasti, da te bom povabil zdaj. Sem čistko me zanima. Se te ne da shecati v nek... Ne, da se me skecati v katerikoli obliki, recimo, kaj sem balinčkanje. Balinov bi zelo rad, balinanje mi je. A to tale, ki se teče, ta sprinterc. Ti zbijanje. Zbijaš, pa laufaš. Tako da, ja. Res bi pa rad, recimo, se več s takim balinanjem klasičnim ekip. Takim tem, unim francoskim, ki kaj simpatičnega pogovarja, kakor da se res vrče. Tako da na koncu razporeditev Google tam mogoče ni najpomembnejša, kakšno simpatično kreganje, katerega meje se poznajo, pa je pa preko en tak lep dodatek. To bi recimo v Pikadu ne vidim talenta. Biljard. Ja. Šah. Biljard, če bi bilo več lukenj na mizi. Šah sem vedno rad igral. Všeč mi je bilo, kaj praviš, logika, da je to ljubezen. Všeč mi je tudi, da opažam, da je med mladimi spet bolj popularen. Kot računalniška igra in tako naprej igranje, da nikoli pa nisem razvil kakšnih opažanj, da bi uteknil tukaj kaj več dosežeti. Je pa luštna igra. Ko si omenil Pikado, ali pa recimo, Pikado pa predvsem še prej balinčkanje, mene to malo spomni na, to so mi taki morski športi, taki počitniški športi. Tvoje počitnice so pravzaprav povezane z morjem, praviloma? Ja. To ne kar pač samo nekam, ampak nek brač ti je zelo ljub. Ja, že 17 let zapored mi je
zelo ljub. Majčken čudaški sem se hipoma zdel sam sebi, seveda se je tudi moja družina mogla s tem sprijazniti, mogoče so oni enako mislili pa razmišljali, vedno hoditi na isto mesto, na dopust. Zdaj sem majčken opogumljen, da sem v zadnjem času spoznal kar nekaj ljudi, ki se vračajo na isto mesto, kjer so dopustovali prej. Tako da je bila moja zaskrbljenost okrog mojega čudaštva majčken odveč, majčken nepotrebna. Ja, rad hodim tja dol. Kaj je tam tako zelo sproščujočega? Pravzaprav ljudje, način tempo. Pa je plaža ali je štimunga? Ja. Predvsem recimo ljudje. Jaz bi ljudje. Jaz sem slab obiskovalc plaž. Nekako vele pomena v tem, v zagorelosti. Nikoli nisem gojil. Ljudje so ambient, dogajanje, kljub višku sezone neka spokojnost vendarle, kar se zdi skoraj nenavadno. Tako da tja res rad hodim na morje. Nekaj, kar ne znaš povedati, ne veš povedati, ampak potem nekaj pa je. Je pa kaj, da si doma. Tako, točno to. In to je, recimo, maja že razmišljaš, kako čez 2 meseca pa Via Brač. Bil sem tudi že maja, recimo, kaj sem v prvomajskih počitnicah. Neznansko rad bi šel tudi, recimo, kaj sem pozim, kar je uresničljivo, spoznati kraj ob različnih letnih časih, posebnosti spoznati, tako naprej. Drugače pa, mi je všeč kraj, so mi všeč ljudje, kraji, dogajanja, temperament, če hočete, tako naravnost zaljubljen v te kraje. Torej ne bi šel drugam naslednje poletne počitnice, naslednji poletni dopust? Zagotovo ne bom šel drugam naslednje leto, ne. Razen na Grand Prix Belgije, ki pa ni poleti. Mimogrede, mimogrede, takole skočimo malo. Točno tako, nek kanček nekega nestrpnosti in mislim, da je treba nekaj narediti, skočiš dirke, pogledaš dirke ali 2, občuduješ vse tiste zavoje. Pa je pa Brač, ker je vse mirno, tiho in prijetno in sumim, da brez računalnika. Drznem si vsake 2-3 dni pogledati mail, pošto kakšne novice, kakšne take stvari, zlahka pa tudi pozabim in si tega ne očitam. Si tega ne očitaš, torej ti pa knjige potem? Ja, knjige, rad jemljem knjige. Kaj pa rad bereš? No, recimo, to je zelo splošno vprašanje, pa tudi malo nehvaležno, ampak... Ne, sem že razmišljal, kakšen žanr knjig oziroma zvrst knjig. Znano je, da rad berem kriminalke, skandinavske. Recimo, Jo Nesbo. Ja, prebrano vse. Stieg Larsson. Vse, ja. Ni da ni. Tako da, ni da ni. Kateri je boljši? A če bi se res mogel odločiti? Stieg Larsson. Nehvaležno, ampak če bi se mogel... Tu smo zato, da postavljamo nehvaležno vprašanje. Samo še eno pod vprašanje, verjetno si potem tudi Tadeja Goloba kaj bral, glede na to, da ga primerjajo z temi mojstri skandinavskimi, pa je tukaj, je blizu? Taka dostojna usporednica. Zelo. Okay. Zelo. 2 knjigi mi sicer zdaj njegovim manjkata. Ampak to je počasi, torta, ki je počasi. Tako. Naglica spotika. Naglica spotika. Torej, ti kruti skandinavski umori in vsi ti depresivni detektivi, ki so tam, to tebe spomni na morje. Mislim, spomni. To tebe asociira na morje. Ja, to pa na nek način. Ko se spomniš, kje si bral in recimo, kdaj si bral. In potem, recimo, kaj s tem naslednja knjiga v seriji, se spomniš, kje si bral zadnjo, in tako naprej, kdaj si jo in vse to. Tako da ja. Mogoče se bo komu zdelo to zapravljanje časa, na to pust, da brati knjige, ampak
so preprosto stvari okrog toliko dobre, da zaradi tega ne moreš imeti preko slabe vesti. No, so pa z Borjem na nek način povezan tudi, verjetno bo malo pretirano, če rečem tvoja najljubša hrana, ampak morda pa tudi hrana, ki jo zelo rad pripravljaš. Ja, ni skrivnost, da gre za dagnje na buzaro, za kaj več, rekel si že ne bi drznil. To mi pa res dobro uspe. Ja? To sem pa ponosen na to, kako to jed skuham. Preprosta, ja, ne. Navdušil sem se pa zanjo, ker sem gledal na YouTubeu neke recepte, ne vem zakaj. Ne. Všeč mi je bilo, ko je kuhar napovedal to enostavno jed. Ne. In ta enostavno me je prepričal in v svojem bistvu je. Ne. In, kaj, vzameš, kupaš vrečo školjk, pržgeš pod loncem in ko zavre, vržeš not in pol to pocuzaš ven. Dosti bolj zapleten ni. Res, da všeč mi je, tukaj se pa pokaže mačkan tistega računalništva, programerstva. Postopki so zelo jasno določeni. Kdaj, kakšno stvar. Ampak pol je pa finesa je verjetno v čem? Tisto, kar da tem tvojim dagnam tisti nekaj več. Tisti, ki si rečeš, koliko je dobro, da bomo spet to jedli. Nikoli nisem razumel ljudi, ki si jih vprašal, zakaj jim tako, če poznajo razlog, zakaj jim rože tako lepo uspevajo, tista ljubezen do rož, kako čutijo. Zdaj jaz ne vem, tiste školjke, ne vem, če kaj čutijo, kaj moje ljubezni do priprave hrane in tako naprej. Ampak mogoče biolog, sam po moje so že mrtve. Če še niso, potem prej slej so, ker koliko čutijo to, ker začutijo vrele ljubezni od tebe. Potem je to preveč za njih. Ne vem, ampak verjetno eno tisto preprosto dejstvo, da če nekatere stvari, pa se spet vračamo nazaj, počneš z veseljem, če rad počneš, če čutiš neko zadovoljstvo ob tem neki, če misliš, da ti bo uspel, pol to tudi tako se tako zgodi in verjeten je rezultat potem vse skupaj, če vzamemo takšen. Torej, poučevanje pa priprava dagen na buzari, to je pravzaprav eno in isto. To je eno in isto. Tako da je to tako. Poleg teh obiskov morja te vendarle pot pelje ne tudi samo na obiske morda kakšnih Grand Prix dirk, ampak tudi na kakšen koncert rad skočeš. Ja, zadnje čase pogosteje. Zadnje čase pogosteje? Ja, zanemaril sem. V redu, moram začeti na začetku. Jasno, glasbo sem od nekdaj rad poslušal. Potem se mogoče tega niti ne zaveš, pa mečkam zanemariš tudi poslušanje. Tudi poslušanje sem povedal tako, da bi znal igrati kakšen inštrument, jasno, da pojma nimam. Ampak nekako sem zadnje čase opazil, zaznal, da spet mečkam rajši, oziroma vzamem si več časa za poslušanje glasbe. Da ni tako... Sedeš doma recimo na fotelj, si daš ne vem kaj na slušalke, ali na tak način poslušanje glasbe, ali nekako sprotno. Tako da je pač prisotna v hiši. Da je prisotna v hiši, ja. Tako na ta način. Slušalkami tudi, recimo včasih na kakšnem sprehodu, krasna priložnost za to, da se posluša glasba. Kako? Kaj pa? Zelo različno. Recimo, lahko je to jazz. Ja. Lahko je to čisto kakšna naša glasba, rockovska, lahko so to popevke, lahko je to brazilska popularna glasba. Lahko je Jelena Rozga. Ja, definitivno. Zato, ker sem po meni neznano pozen odkril, da
je dejansko zelo dobra pevka. Kako sem pa prišel do tega, da sem recimo zadnje čase zelo okupiran s poslušanjem Jelene Rozge. Pri sebi opažam eno stvar, da moram večkrat eno stvar preizkusiti, da mi postane všeč. No, tukaj je bil recimo zelo zanimiva zgodba, to je pa neposlušljivo. Ne? In potem se pripeljaš spet domov in je spet ista skladba na radiju, kjer ne brzdano preklapljam. In rečeš, se to pa niti ni tako slabo. Krasen. Sem se kar odločil, da bom kakšen njen album kupil, CD. Pa kakšen njen koncert pa tudi obiščeš? Ja, tudi. Tako kot sem rekel, da mečkan spet sem udeležen v stvareh, na katere sem skoraj pozabil. So mi fajn. Včasih poveš, da z enim takim nostalgičnim leskom v očeh, da si bil recimo na Curih in to takrat, ko so bili The Cure verjetno na višku svoje slave. No, zdaj bo pa tega že 35 let. Ne? Tam nekje, mislim, da 87, 88, mogoče tako. Opis je bil čisto prav, ne? Lepi časi. To so bili cajti, ne? Ja. Imaš še kakšen tak koncert v spominu? Ja, koncerti druge godbe, ki so bili v najboljšem izdanju, recimo v Križankah so bili taki koncerti, ki sem jih rad obiskoval, Gilberto Gil, to vrstna glasba, Jelena Rozga, seveda, že prej obedeno. Zelo dober koncert, ki je bil koncert Jamesa Browna. Si bil na Jamesa Browna? Ja. Pri nas? Je bil, pa slabe vole je bil, vzvočenje mu ni bilo všeč. Premalo kokaina. Ja, nekaj ga je zmotil. To so vzvočenje. Kako se je pa to videlo, da je bil James Brown slabe vole? Tista sitnost, mikrofona ni preko s tistim največjim užitkom odbijal, pa vlekel nazaj in tako naprej. Poln koncertov, veliko koncertov bi lahko še. Ampak zdaj se to torej spet obnavlja. Ja. Torej spet boš vesel človek. Tako rekoč. Si odvedno bil, ampak. Ja, to se obnavlja. Ne vem, mogoče se je z Bossa de Novo začel, krasna skupina. Slovenska skupina, tega glasbenega žanra, sloga. En tak koncert v Križankah tudi, ki je bil pred kratkim. Tako da, to se obnavlja. Kar neka skrb za to, da obudiš mečkan spomine in da slišiš, da je glasba še zmeraj dobra. Je še vedno dobra, ne? Je še vedno dobra. Nisi eno od tistih, ki reče, da ne vem, ko so Creedence propadali leta 68, je bilo vsega konca. Ja, ne. Še vedno dobra mišljeno v tem smislu, da je dobro posneta. Ja, da je dobro posneta, pa da jo je dobro poslušati in tako naprej. Na ta način. Še enega segmenta kulture bi se dotaknil nekako, se mi zdi, da tole tudi malo pričakuješ, namreč gledališča. Ti si bil reden gost na teh recimo poljanskih gledaliških dogodkih, katerih po preteklih letih jih je bilo veliko. Si pa se tudi pojavljal na odru, recimo bodi si v kakšnih BNK filmčkih, smo te recimo lahko videli kot mafijskega šefa v nekem noir filmu, tam sva midva tudi skupaj igrala, ali pa recimo tudi kako snemaš oziroma kako izvajaš tole Moj črni konj, videospot. Se spomniš tega? Ta je bil menda zmagovalen. Zmagovalen je bil, nikoli dovolj izkazano moje trpljenje. To je bilo grozno. Da malo pove na to temo. Grozno. Nikoli v življenju si nisem želel jahati konj. Nekako mi ni to predstavljalo nekaj, kar bi si sploh lahko želel. In potem je bilo treba za ta videospot jahati neverjetno jahal si konja ali si ga samo za tam božal pa prav dejansko tako John Wayne. To je ta prav konj, to je bil res ta prav konj, na katerega se je bilo treba uspeti dobesedno splezati
splezati nanj. Ne? In potem je tudi, kaj sem vem, hodil v tistem spotu. Enkrat je dobil malo več volje celo, ne? Ampak ne, vse je bilo. Neznosno. Ne? Kje ste pa dobili tega konja? Ena bivša dijakinja ga je imela za Dobrovi, mislim, da v glavnem in tam smo. Aha, v Zadobrovi niste na Barju snimali, v Zadobrovi ste snimali. Na Barju je bilo dirkanje, mislim, da tisti spot z dirkanjem in dirkaški. Na nek način sem še vedno ponosen na se. Kar se tega tiče, to pa moram reči, da sem ponosen, da sem konja jahal, da se je vse dobro končal, skratka res en tak spomin mešanih občutkov groze in navdušenja nad samim seboj, da mi je uspel. To je bil en ta filmček, ki se potem se ga prikazuje na BNK-ju. In seveda je še vedno brško nedostopen na YouTubu. Potem si recimo igral pilota v letalu in to v pravem letalu. Kako pa to človek, ki, bom rekel tako, ni nek profesionalen igralec, ampak dela v šoli, kako se znajde v letalu, pravem letalu, kjer ga snemajo oblečenega kot pravega pilota? Vedno sem imel v primeru teh nastopov na BNK-ju, teh spotih in tako naprej, ob sebi prave ljudi, ki so mi povedali, kaj bi radi, kako naj to naredim, da sem sledil njihovim navodilom in je potem nekaj gledljivega uspel. Tako je bilo, ravno tako je bilo s tem pilotom, pa še s kakšnim drugim. Ja. Tudi v živo si recimo na BNK-ju si se pojavil, recimo oblečen v disko opravo iz 70-ih let, kjer si še z nekaterimi kolegi, recimo eno teh sem jaz, eno teh je pa danes ravnatelj te šole, smo pravzaprav na nek način izvajali abo, ali kako bi se temu reklo, z vsemi svojimi uspešnimi gibi. Kaj še imaš pa na to spomine? Čudovite. Ena tistih stvari, za katero misliš, da ti jo ni uspel do konca zavozati. Razmeroma dober. Luštni so spomini na priprave. V spominu imam, kako mi je hči sešila ta kostum, zato ker smo ga prej probali in ne, res ni šlo, en kostum ni bil v redu. Kako je sešila to, tako lušten, ves tisto dogajanje, iskanje tega materiala, šivanje, preizkušanje v redu in potem si človek res reče, no zdaj pa ne smeš. Zafrkant. To pa zdaj, ljudje so se potrudili, vsi po vrsti okrog tega. Pa šlo te 500 ljudi gledati. Ne samo tebe, ampak 500 ljudi te gleda. Ja, in potem tisti, ki rečeš, toliko ljudi me gleda, potrud se, da je Boštjan, nisi vedel, da imaš talent tudi za to. Ne, luštno je bilo, tisti je bilo, verjetno ne vem, kaj misliš ti. Ampak ena tako luštno. Lepe spominje na to. Ker je vendarle malce drugače, ko film je pač film, če gre kaj narobe, se izreže. Poljanski kavč je poljanski kavč, gre kaj narobe, se izreže. Nastop je pa nastop. Tam pa je vsaka napaka, kakorkoli že vidna. To je, je adrenalin tudi? Ne vem, najbrž tudi. Ja, tako kot smo že prej govorila, mogoče so najbolj resnične tiste stvari, ki jih ne znamo nekako razložiti, zakaj so takšne. In ena taka luštna izkušnja, ena taka lepa priprava tudi na moje poznejše dosežke v narekovajih. Tvoje poznejši dosežki brez narekovaja, pa deva se še seveda s tem ne malo pozabavati. Samo da mogoče dam en kontekst. V času korone smo na Gimnaziji Poljane ustvarjali eno predstavo Romeo in Julija, pač čist po Shakespearejevi predlogi, in naredili smo jo tako, da so
mlajše osebe, torej te Romeo, Julija in njihove prijatelje, so igrali dijaki, medtem ko so starejši, te razni Capuleti, Montegi, a ne fotri, pa mame, pa tako naprej, te so pa igrali učitelji in se je zvrstilo kar nekaj profesorjev, eden izmed njih si bil tudi ti. In ko smo nabirali učitelje, da bi pristopili k temu projektu zraven, smo seveda Boštjana smo si zamislili v vlogi patra, to je, če zelo na hitro povem, tisti lik, ki v drami skuša pomagati Romeu in Juliji, da prideta skupaj. Seveda ne uspe, ker vemo, da se zadeva konča tragično, pa vendar en tak dobrodušen lik. Zdaj, jaz se spomnim, da sem te nekako pripričal, da ti to sprejmeš, ampak zelo tako godrnjaje si to sprejel, no, v končni fazi si pa prišel na vajo, pa si rekel nekaj podobnega, kot lej, zdaj sem prišel, ker sem ti glih rekel, da bom prišel, ampak to je definitivno zadnjič, da sem tukaj in praktično ni ga vraga, ki bi mene pripričal, da bi jaz se to šel, a končni rezultat je bila predstava, v kateri je Boštjan Žnidaršič igral patra. In to z velikim navdušenjem. Dej malo to. Ja, Dej povej. To je pa ena taka ganljiva, prehuda beseda. Ne? Izkušnja. Ja, lahko je, se je ganilo. Enega zadovoljstva, da ti je nekaj uspel, za kar si mislil, da ti mogoče ne bo. Ne povem, kako se je vse skupaj recimo začel. Zakaj sem Miha tu rekel, bom, ampak to je ta zadnjično, tole danes je še en tak primer, recimo, ko nisem mogel odreči povabila. Ena lepa izkušnja. Večkrat, kadar sem mačken zanesen, kaj malo odigram iz tiste predstave. Spomnim se pa, zakaj sem pristal. Pristal sem pa zato, ker sem dokaj reden gost predstav, ki se dogajajo na Poljanskem odru, in enkrat ne vem natančno, za katero predstavo je šlo, nastopate skupaj z Nino. To so bile lahko pa. Ja, žabe so lahko bile? Lahko bi bile žabe. In sem si rekel, prav spomnim se, če bi jaz znal tako igrati, kot one dva igrata. Ne vem, zakaj sem si izbral vaju z Nino, ampak če bi znal, če bi se potrudil, pa bi to res lahko, to bi bilo pa fajn. In Miha, ki si potem s tem povabilom prišel, je zelo preprosta reč. No, zdaj pa nekaj sam pred sabo, nekaj si dokazovati, da bi ti tudi to rad naredil, da bi ti to lahko igral in tako naprej. Izvoli. Prosim, sem si rekel, tukaj povabili so te, daj zdaj. Tako da in potem je pri pripravah, korona je že spet precej. To je bilo ravno v času, ko pravzaprav nismo vedeli, sploh bo, kaj bo, kako bo. Ja. Me je Miha mogoče dokončno prepričal, s tem je rekel, to bo pa ena lepa taka izkušnja. Nekaj, česar se boste, tako smo sedeli, in sta nas z Nino nagovorila in se prav spomnil, in Miha rekel, potem se boste enkrat spomnili in bo to taka lepa izkušnja. In točno to. To je bila eno tako fajn doživetje. Ogromen sicer enega trpljenja, mišljeno tako, ena ogromno dela, ogromno dela in tako naprej, ampak je vredno. Tako da mi mogoče celo res uspel. To preko kar pogrešam. Kdaj to vlogo, še kdaj bi zaigral? Kdaj bi zaigral tega vlogo? Patra, tako da za tiste, ki tega niso mogli videti, si lahko samo predstavljate, kako prijeten je bil pogled na profesora Boštjana Žnidaršiča, oblečenega v patra, tam enega, ne vem iz katerega reda, ampak to je bil tak profesionalen kostum,
Tako da, ampak bil si pa direkt za to, zdaj, če bi, ne vem, mogoče te pot vodil kakšen samostan. Danes si že veliko poklical. Mogoče tudi, moram pa to reči, je pa resnično ta vloga pustila en pečat. Ta igra, no, ne bom rekel vloga, ampak igra. In ko sem se pripravljal, no, ko si ponavljaš tekst, ko ti gre na robe, ko se že petič zmotaš, ko sam pri sebi ponavljaš, rečeš, tukaj si ga res polomil, tega ti ni bilo treba, tega ti res ni bilo treba in tako naprej, ampak se potem lepo izide. Lepo izide. No, sej, to tudi... Lep spomin. Ti si, no pa še danes, med drugim tudi med samim najnim pogovorom si recimo uporabil en vers iz tvojega teksta. Tako da še vedno je to ena stvar, kateri očitno se kar z eno... Zateka, ja. Z eno ljubeznijo tako, a ne? Ja, prepoznaš kakšno dogajanje in potem te prevzame tisti vers, ki se ga spomniš, ki najboljš opiše preko dogajanje. Tako da, luštno, lepo. Pak na nek način je pa to samo nadgradnja tega, kar v bistvu počneš vsak dan. Ja. To, kar pravzaprav v bistvu nastopaš pred otroki in v tem si pač izredno dober. Ja, jaz ne bi ničesar več dodal. Točno to. Stvari v razredu so na nek način zelo zares, ampak tudi tam nekaj igre prispeva. Mora biti. Ja, mora biti. Ne. Včasih jaz upam, da ne prepogosto me zanese z vsemi dobrimi nameni, da sam sebe tudi ujamem, da moram razložiti, da sem se pohecal, da je to drugače, kot je bilo recimo, rečeno. Mislim pa, da me dijaki tudi sami razkrinkajo, ampak nekaj pa tega je. Ja. Zdaj se bližava midva koncu najnega pogovora. Za konec imam tukaj pripravljeno serijo vprašanj, ki jih nameravam v novi sezoni postaviti vsakemu gostu. Teh vprašanj si nisem zmislil sam, izvori imajo v vprašalniku, ki je bil zastavljen že francoskemu pisatelju Marcelu Proustu, torej tam v začetku 20. stoletja. Kasneje je bil ta vprašalnik predelan za razne medijske osebnosti v Franciji. Tokrat pa bo na ta vprašanja odgovarjal moj gost Boštjan Žnidaršič. Pa bo znal? Ja, bo znal, ker to ni kviz. To je samo taka serija takih vprašanj. Boštjan, tvoja najljubša beseda? Iskrenost. Beseda, ki jo najbolj sovražiš? Mogoče. Ja. Tvoj najljubši zvok? Zvok mandoline. Zvok mandoline? Ja. Aha. To Jelena Rozga ima, mandolino? Ja, različni glasbeniki, ne samo ona. Nekaj, kar sem pogosto prezrl. Ni uho ni ujelo, ima pa pomembno vlogo, pomemben dodatek glasbi. Mandolina. Zvok, katerega najmanj preneseš? Zvok ugasnenega dirkalnika Formule 1. A ima zvok? Nima ga, tega ne bi prenesel. Katera je tvoja najljubša kletvica? Verjetno Tako naravno. Ja, opažam, da izleti prevečkrat brez potrebe, zato sklepam. No, pa če brez potrebe, ampak vendarle. Ja, očitno kar tako ni, ampak po pogostosti pojavitev sklepam. Kaj te navdušuje? Preprostost, enostavnost. V programu, recimo. Ja, ker je toliko bolj redko, da to letiš na enostavnost pa preprostost. Ja, preprostost pri ljudeh, preprostost pri enostavnost, pri odnosih. Česa zares ne maraš? Tako kot te
nekaj zelo navdušuje, kaj pa potem tisto, kar pa res ne maraš, česar res ne maraš? Nekih nesmislov. Da se nekaj izkaže, da res nima pravega smisla. Ne moreš nekaj počneš nepotrebno, nesmiselnost. Se misli, da boš rekel duh v računalniku? Ne, to pa drugi mislijo, ker me pogosto pokličejo za reševanje kakšnih težav, pa sam s pojavo te težave zginejo. Tako da nerazložljivo, ne da se razložiti. Kateri poklic poleg svojega bi še rad upravljal? No, zdaj sva tam, ti že nekaj namignil, pa te nekako nisem pustil še, da poveš. Glasbenik? Ja, inštrumente bi pa res rad igral. Mandolino? Ali pa pev, tudi pev bi rad. Pevc bi bil tudi rad. Tako da bi lepo pev. Ne tisti, da če nekaj zapoješ, da potem neko razpoloženje na obrazih poslušaš zamre in tako naprej. To bi, glasbenik, nekaj. Jaz mislim, da se tega ne bi mogel naučiti. Zato si toliko želim. Mislim, da nobenega inštrumenta ne bi znal igrati. Poklic, katerega nikakor ne bi rad opravljal? Ne vem, vojak. Vojak? Ja, to slab bi bil. Pa malo je nevaren, ne? Ja, tudi, ali pa ne vem, mogoče tudi mesar, ali pa kakšni taki poklici, ki nam zagotavljajo nekatere stvari, pa ne pomislimo na te poklice. Vojak pa mesar. Ja, recimo. Hudič, če je to eno in isto, ne? Ja, ta kombinacija bi bila prehuda. Hudičujoča. Kaj je tvoja najljubša droga? Glasba, ampak to malo guljen mogoče zdaj zveni. Druženje mogoče tudi. Druženje ob glasbi. Druženje ob glasbi, z dobrimi jedmi in tako naprej. Z dagnami. Kako? Z dagnami. Z dagnami, nezgrešljivo. Zdaj tole, sem do neke mere mogoče že povedal, kateri talent, ki ga mogoče nisi nikoli niti skušal razvijati, bi najraje imel? Naplahtati ljudi. Ja, da nekoga res učinkovito, hipotetično govorimo, ampak neki tacka talent, ki bi ga, ne vem, verjetno dokaj težko razvil. Mislim, tudi uspešen ne bi bil. Zmerno do pretežno slab bi bil. Ampak bi ga pa torej razvil? Ja, kako se, kaj s tvojim nekoga malo okrog prinese. V katero rastlino ali žival bi se najraje reinkarniral? Bor. Ja, zdaj sem mačkan, če sem mogel izbirati med živaljo pa rastlino. Bor mi je res všeč kot vrsta drevesa. Verjetno tudi zato, ker lepo dišijo. Ne vem zakaj, ampak recimo. In kljuboval bi burji. Tam rasu bi na krasu. Rasu bi na krasu, kratko. In še zadnje vprašanje, Boštjan. Če Bog obstaja, kaj bi si ti želel, da ti reče, ko prideš pred nebeška vrata? A tudi ti? Ne vem, tako ne vem, verjeten, ne vem, zdaj kako je pri Bogu mogoče, kaj ste in ko prihajajo do njega, ne vem, a se Bog naveliča vseh tistih, ki pridajo do njega in potem mačkan resignirano, Skaj, ampak ti bi želel, da bi ti rekel, a tudi ti? A tudi kletko, ja, skratka. Torej, da bi še kar nekaj časa pretekali preden. Ja. Bi se dal tudi tako to razumeti? Lahko tudi tako. V redu. Boštjan, hvala lepa, ker
si bil moj gost, hvala lepa za ta pogovor. Hvala lepa vsej ekipi, ki je sicer vi, ki gledate, ne vidite, je pa nujno potrebna za to, da mi tole speljamo. In seveda hvala lepa vam, ki ste nas spremljali. Poljanski kavč se nadaljuje čez en mesec z drugim gostom. Do tedaj pa uživajte življenje, bodite v cvetju. Srečno! To je to. A bi jaz mogel zdaj kaj reči na koncu, a ne? Kaj?